Odstiranja. Pri svojem delu vedno izhajam iz lastnih izkušenj, saj se zavedam, da drugim lahko dam le toliko, kolikor sem naredil jaz. Spremenil sem številna negativna prepričanja o sebi in svetu, ki sem jih dolgo nosil v nezavednem. Pomembno se je vprašati, kaj je tisto, kar sem živel, pa me več ne izpolnjuje, in kaj lahko naredim, da bo moje življenje drugačno, da bom šel proti radosti, igrivosti, veselju, sreči, notranji izpolnitvi, kaj lahko naredim drugače. Naprej nas pelje iskrenost do sebe, pogum in odločitev. Ločiti se od starega načina razmišljanja in delovanja. Pravi dr. Jarič in dodaja, globoke stvari odkriješ, ko delaš na sebi, in mene so zanimali predvsem globlji vzroki za moje težave. Saj, ko presežeš vzrok, posledica izgine. Pa med drugim odgovarja na dejstvo, da je ob hudih zdravstvenih težavah že kot najstnik vzel odgovornost za svoje zdravje in počutje v svoje roke. Dejan Jarič, doktor medicine, predavatelj, napredni trener za osebni in duhovni razvoj ter terapevt Teta-Med terapije, je gost tokratnih odstiranj na Koroškem radiju. Prav neverjetno. V najstniških letih ste vzeli odgovornost in vajeti za svoje počutje v svoje roke in začeli delati na sebi. V tistih letih večina precej drugače razmišlja in je tista tableta pač rešitev za težave takšne in drugačne in bolečine. Vi se s tem niste strinjali, to je fascinantno poslušati. Torej, to vašo zgodbo, kaj bi lahko rekli za vas, da ste, kot rečemo, slišimo, stara duša, ki je prišla z določenim poslanstvom na ta svet ali kako? Ja, definitivno verjamem, da imam preteklih precej izkušenj, veliko teh življenj samozavestu, ko sem že bil na določenih duhovnih nivojih in tako naprej, ko sem bil dostikrat tudi utišan in tako naprej, ko sem bil preveč napreden za tisti čas. In še danes sem doživljal na žalost te mobinge v klasični medicini, ko sem delal, ker enostavno ti klasični zdravniki niso razumeli teh globih nivojev, višjih stanj zavesti in so malo nagajali, pa polena pod noge želeli metati. Še vedno smo zdaj, se mi zdi, v določenih aspektih na valovu, na čarovnice, ko ljudje, ki malo drugače razmišljamo, ki smo mogoče malo drugačni v narekovajih, oziroma se samo globe zavedamo, kdo zares smo. Smo še vedno obravnavani pač kot neki ne vem kaj. Tako da, ja, obstaja več nivojev, več stanj zavesti in pač ljudje, ki so zelo na mentalnem nivoju, tega ne morejo razumeti in jih je strah. V bistvu te ljudi je samo strah, ker tega ne razumejo. In zdaj jaz to seveda lahko dojamem, lahko sprejmem. Včasih sem se upiral, pa sem bil jezen na te ljudi, pa sem hotel sistem spremeniti, pa ne vem, kaj vse sem počel, da bi ljudje spregledali, pa kako vam ni jasno, dajte že iti naprej iz te materialne koncepcije življenja. Enostavno ljudje, pač ki so tam zacementirani, eni pač ne bodo šli naprej. In nič narobe, rabijo še pač 10 življenj, pa naj živijo ta materializem naprej. Nič narobe, tudi jaz sem ga živel, vsi smo pač to živeli na nekih ravneh, ampak zdaj pa res, jaz pa čutim, da je prišel čas, da se prebudimo, za to prebujeno srce Slovenije, da odpremo to srce, da prebudimo to Slovenijo, da gremo res na en nov višji nivo zavesti. In Slovenija ima ogromno duhovno zelo realiziranih oseb, ki sem jih tudi sam gostil že v svoji oddaji, ki lahko v bistvu skupaj, ko se združimo, lahko kolektivno prebudimo v bistvu to zavest. In vsak posameznik je spraven, vsaka duša šteje, ki se premakne, ki dvigne vibracijo. Vsaka duša, ki začne meditirati, ki se začne malo ukvarjati s sabo, vsaj knjige brati, recimo te duhovne ali kakorkoli, je v bistvu doprinos k kolektivnemu dvigu zavesti človeštva. Tako da zdaj smo tukaj, zdaj smo tukaj na tej prelomnici in zdaj se odloča, ali bomo potopili se v lastno temo, kot smo že večkrat v večjih civilizacijah v preteklosti, ali bomo pa šli na nov nivo zavesti v ljubezen, enost, radost, harmonijo, sočutje, da bomo v bistvu se zavedali te resnice enosti, ki obstaja. Torej vi, dr. Jarič, kot zdravnik uradne medicine se zdaj ukvarjate
z drugačnimi metodami, uspešni ste zelo pri svojem delu. Moja izkušnja je recimo pred leti, ko sem gostila eno od prav tako zdravnic uradne medicine, ki se je odločila, je rekla iz uradne medicine, ki jo bom vedno vseeno priznavala in imela rada, sem šla v komplementarno medicino, pravi, ki je navzven v javnosti kolegi bivši nikoli ne bojo priznali, so pa istočasno moji pacienti in se obračajo name. Tudi pri vas tako? Ja, definitivno. Imam tudi precej zdravnikov v obravnavi, seveda pač taki, ki so se nekako malo bolj odprli, ki so začutili, da samo klasična medicina je premalo, da je treba zadeve danes v teh časih, zdaj je konec leta 2021, še malo bo 2022, je treba zadeve nadgraditi, oziroma se spomniti to, kar so stare kulture, stare civilizacije že znale, se v resnici ni to nič novega, samo da danes znanost počasi odkriva in dokazuje to, kar starodavne vedske, recimo pa druge vede, ajurveda, kitajske medicine in tako naprej, vejo že tisočletja, pa te duhovni modrci, kar so nas učili, danes znanost kvantne fizike, kognitivne neuroznanosti dokazuje. In danes ni več nek to voodoo, neki pač ne vem kaj, ampak nam moderna znanost to danes pritrjuje, da dejansko smo zavest, smo ta brezmejna zavest, ki ima izkušnjo pač v teh telesih, in da je potrebno zadeve združiti. Jaz nisem nikoli bil proti uradni klasični medicini, kakor vedno pravim, je pomembna, je potrebna, ampak je potrebno zadeve nadgraditi, združiti in dajmo skupaj nekaj narediti. Ne spet dualnost, to je dobro, to ni dobro, to je slabo, ne. Dajmo se skupaj združiti v eno, pa pomagati celostno ljudem v težavah. In to je danes ključ. In jaz tudi sodelujem z določenimi zdravniki in tako naprej in imamo zelo dobre rezultate potem. I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. Try to find the words that show I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. I'm falling
Kvantna fizika, kvantna medicina, kvantni preskoki, se da to prosim lepo vsaj približno preprosto razložiti in mimogrede, kot pravi kvantna fizika, je naše telo 99,9% energija. Kaj za vas kot terapevta to pomeni, če se seveda z navedenim sploh strinjate? Ja, v bistvu znanje ta double slit experiment, ko so v bistvu šibali elektrone čez režo, in ko so te elektrone, te delce oblikovali oziroma opazovali, so bili nekje, je bil nek pas. Ko jih niso opazovali, je bilo valovanje, je bil potencial možnosti. In kvantna fizika je dokazala, da je en delček lahko na 3000 lokacijah istočasno v tako imenovani kvantni superpoziciji. Ko ga pa mi opazimo, ga konkretiziramo in takrat samo je nekje. To pomeni, da je od našega opazovanja, od naše percepcije realnosti, kar sva prej govorila, odvisno, kako mi dojemamo v bistvu ta svet. Torej od našega pogleda na svet je odvisno, kako bomo mi v bistvu živeli to svoje življenje. In že Einstein, E je mc kvadrat, je v bistvu bil začetnik te kvantne fizike, in te znanstveniki, ki so potem tudi njegovi nasledniki, Niels Bohr recimo, in pa Hegel in recimo eden izmed utemeljiteljev tega enotnega kvantnega polja, kjer v bistvu se vse združi, vse 4 glavne sile, elektromagnetizem, gravitacija, šibka in močna jedrska sila, se združijo v en neomejen potencial. In tudi v meditaciji, ko gremo v to polje enosti, kjer v bistvu ni več ločenosti, kjer so v bistvu vsi te delci, tudi kvarki, leptoni, bosoni, vsi te subatomski delci materije združeni v eno zavest, in takrat ločenost, ta iluzija ločenosti izgine. Takrat ego, jaz pravim, lažni ego ahankara je presežen. In ko imaš ta višja stanje zavesti, te izkušnje, v bistvu se zavedaš te globih resnic obstoja. In tako, kot sem rekel, ko imaš izkušnjo, noben več te ne bo prepričal, da temu ni tako. In ja, mi smo energija, smo vibracija, in mi vsi vibriramo na določenih stopnjah zavesti. In v bistvu ta iluzija tega telesa in vsega, kar obstaja, če bi recimo jedro pa elektron prenesla v neke vsakdanje dimenzije, bi bilo to več kot 60 km razdalje. To pomeni, da ta miza ni tako trdna, kot se nam zdi zaradi tega omejenega 3D pogleda na svet, ampak z kvantnega nivoja je v bistvu vse ena zavest in ločenosti zares ni. Vem, da se to tako končno sliši, ampak ko imaš enkrat izkušnjo, lahko to dojameš, sicer pa težko dojameš z tem umom klasičnim. Iz tega vidika potem rabiš seveda meditirati, rabiš doživeti izkušnjo teh višjih stanj zavesti, da se lahko zavedaš to, kar nam kvantna fizika danes govori. Genetika, ta ljuba genetika. Včasih je veljalo, torej genov, genetike ne moremo spremeniti, spremenimo pa lahko tisto, kar smo se naučili. Pa to glede genetike ne drži več tako zelo, kaj ne? Ne, klasična genetika v bistvu dejansko ni več to. 3 do 5% nas samo genija definirajo. To so tudi projekčujejši genomi, recimo bil iz tega vidika narejen, in so rekli, ok, zdaj definirati vse gene človeka, in ko bomo poznali vse te gene, jih bomo manipulirali z genskim inženirjem in bomo lahko pozdravili vse bolezni. Torej bolezni, kot so depresija, Alzheimer, Parkinson, rak, bodo zginile iz tega planeta. In potem so seveda šli raziskovati in so ugotovili, da imamo samo nekje cirka 25,000 genov. Zdaj, kako razložiti pa človeka, njegovo zavest, s koliko malo geni, če imamo približno toliko genov, kot ima neka vinska mušica, ali pa en črv. Ne moreš razložiti kompleksno vseh procesov človeka, zavest, s koliko malo geni. In takrat v bistvu dr. Lipton, ki se ga jaz imel tudi milo spoznata, je v bistvu tudi eden izmed teh začetnikov epigenetike, on je že leta 1968 kloniral celico. Na Stanfordski univerzi, medicinski fakulteti, in dejansko je videl, celico je dal v različna okolja in se je pod vplivom različnega okolja razvila enkrat kostna, enkrat mišična, enkrat živčna celica, enkrat kožna celica. To pomeni, okolje je tisto, ki definira,
kateri geni se bodo v nas aktivirali ali ne. Torej, epi spet pomeni nad, kontrola, ki je nad geni, in en gen v bistvu v človeku se lahko izrazi na 30.000 različnih načinov. Ne? To pa lahko rečeš, wow. Ne? To pomeni, da je od nas, od našega opazovanja, od naše percepcije realnosti, odvisno, kako in kateri geni se bodo na kakšen način aktivirali ali utišali. In to pomeni, da smo mi sami genetski inženirji. Ne, vsako mislijo, ki jo mislimo, zavestno ali nezavedno, mi aktiviramo, utišamo posamezne gene in to je danes že dokazano z ogromno študijami napravljeno, da v bistvu tudi, če človek recimo meditira, gre v ta globje stanje zavesti, se mu ogromno izražanje genov ogromno spremeni. Delali so poskuse, ki so, energijsko zdravili osebo z rakom, pa so ultrazvok imeli tam in real time je ta rak začel izginjati in je izginil, neverjetno, snemali so, kako se zmanjšuje in čez nekaj časa ga ni bilo več. To je neverjetno. Kaj se da z energijo narediti? Če seveda je ta iskrena srčna namera, če je v zadju ta ljubeča skrb, in ljubeča skrb je tisto, kar v bistvu zdravi, ljubezen. Je najmočnejša sila tega vesolja in ljubezen je nasprotje strahu. In danes je ogromno ljudi prestrašenih, so v strahu, so v stiskah, strahovih. Seveda zato, ker se ne zavedajo, kdo oni so, da so ta brezmejna zavest. Imajo zaprto srce, živijo v glavi. V glavi so pa vzorci, so pa strahovi, so pa vse te negativnosti in če še na to dodamo, da gledaš tisto televizijo, pa tista poročila, toliko okuženih, toliko umrlih, skozi eno in isto, bombardirane ljudi s tem in to, jaz vedno pravim ljudem, ugasnite to televizijo in ne glejte teh stvari, ki vam nižajo vibracijo. Glejte stvari, ki vam višajo vibracijo, družite se z ljudmi, ki vam višajo vibracijo, berite pozitivne knjige, meditirajte, delajte na sebi, ker to je tisto, kar nas bo vodilo naprej. Nič drugega. Kaj mi pomaga tisto ustrahovanje? Nič nimamo tega, nima smisla. To pomeni, mi zavestno sami izberemo, kaj bomo kot vsebino sprejemali v našo zavest. Televizijo ne rabim gledati, noben me ne sili. Ne rabim se združiti z negativnimi ljudmi. Jaz izbiram, jaz sokreiram svoje življenje. Torej, povezovanje in na ta način postopno človek dviga vibracijo, dviga zavest in lahko preseže vse svoje težave in omejitve. To je tisti ključ. Ulicah so hiše, vsak svoj svet si v njih gradi. Na pročelih nič ne piše, kaj za njimi se godi. Mimo oken grem zastrti, mimo mnogih vrat zaprtih in vendar se zdi življenje vseh ljudi. Na tlani pred menoj hodim po ljubljanskih ulicah, ročniki mi zgodbe pravijo, množica usod prepleta se povsod. Hodim po ljubljanskih ulicah, tu so vsi koraki sklanjeni, svet, ki ga več ni, pa asfalt in živi. Vse te veže iz službe, kavarne, so življenja in sem starinarne. Hodim po ljubljanskih ulicah, moje mesto spi pričarami, najine mladosti dneve in noči. Hodim po ljubljanskih ulicah, ročniki mi zgodbe pravijo, množica usod prepleta se povsod. Hodim po ljubljanskih ulicah,
Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah. Odstiranja. Ne morem, hotela sem se temu korona dogajanju izogniti, pa vendarle smo sredi tega, ne moremo čisto zaobiti. Omenili ste strah pa ustrahovanje. Tega je bilo v tem času, pa je še zelo veliko in kot pravite, da prestrašenemu človeku dokazano pade inteligenca in imunski sistem, je morda tudi v zadju kak tak namen, če govoriva o tem stanju sedaj. Ja, definitivno. Ne. Mi smo bili vedno skozi strahovani, skozi v bistvu sistemu paše, da so ljudje ovce, ne, da ljudje verjamejo slepo, da pač ne marajo prebojenih ljudi, ne, ker človek, ki je prebojen, v bistvu se ne bo pustil več manipulirati. Ne. Ogromno se manipulira številkami, ogromno se v bistvu nažalost, ne, mnogim ljudem ta kriza paše, ker ogromne denarje služijo, ne, nažalost še vedno, ne, pa testi, pa ono, pa tretje, pa ne, ogromno je manipulacij, nažalost, ne, jaz to vidim, ker pač vidim onkraj tistega, kar mi človek govori, ne, tudi če človek govori tam, jaz točno vidim, da laže, ne, in ga vidim onkraj tistega, kar mogoče še sam tisti človek tam toliko sam sebi verjame, da sam sebi verjame, ne, ampak v resnici laže, ne. Tako da prebojen človek se ne more več pustiti manipulirati. Ne? In takih ljudi se bojijo. Ne? In bodo vse naredili, ne, da te bodo označili takoj ali za teoretika zarote, ali za ne vem kaj, če boš ti sam zahteval ene dokaze. Ne? Koliko ljudi, ki so preboleli, pa so v bolnici, ne bodo nam povedali teh številk. Koliko ljudi je, ki so cepljeni, pa so zboleli zdaj? Ogromno ljudi. Ne? Če bi bilo cepivo tako dobro, pač se to ne bi dogajalo. Ne? In zdaj je že 3. dozo, pa zdaj hočejo na 2krat na leto cepiti ljudi. Ne? V bistvu v zadju samo en globalni biznis in pač hočejo ljudi zasužniti in jih narediti odvisne od tega sistema, ne? Potem hočejo narediti cashless society, ne? Da bomo samo nadzirani, pa ta passport, pa pa QR kodo tam, halo, ne? Kje je naša zasebnost? Ne? Totalno, če bomo to pustili, ne? Potem bomo šli v en transhumanizem, ker bomo se pustili razčlovečiti, ne? In zdaj smo na prelomnici, ko se odloča. Ali bomo to pustili, ali bomo pa šli nazaj k sebi, v svojo prvobitno naravo, pa ne več dovoliti, da se to dogaja. Ne? Pač fora je popolni nadzor nad človeštvom, pač narediti jih še bolj odvisno od sistema, boh ne daj, da kdo v bistvu ne upošteva teh norm, pravil in tako naprej. Ne? V bistvu ljudje sploh se ne zavedajo, kaj se vse to dogaja. Ne? Ni zdaj to samo en virus. Virus je mogel prijeti, da se ljudje zbudijo. To je kolektivna budnica za ljudi, da se končno, ne, lahko postavijo zase, za svoje pravice in da rečejo temu dovolj. Ta virus bo slejka prej bo izvenel, bo navaden prehladni virus, tako je pač večina teh koronavirusov. To ni vprašanje, ampak posledice bodo ostale. In če ne bomo mi na tem naredili kolektivnega dviga zavesti, ne, potem ne bo dober. Ampak verjamem, sem optimističen, veliko ljudi pač se je zdaj zbudilo v tej krizi, ki je kolektivna budnica za vse in verjamem, da bomo lahko šli naprej na višji nivo zavesti. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think
V zadnjem delu najinega pogovora, dr. Jarič, v povezavi z vami pravzaprav vselej zasledimo Theta Med Therapy. Pravite, da si pri navedenem pomagate tudi z najnovejšimi odkritji epigenetike, kvantne fizike, zahodne medicine, neurobiologije, neuropsihoimunologije, informacijske tehnologije ter kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije. Strašno zapleteno se sliši. Morda se človek kar boji biti vaš pacient, ali pa vendarle ni tako zapleteno. Recimo takle pogovor z vami je nadvse prijeten, prav energijski, zdravilen, tako da verjamem, da tudi pacienti čutijo tako. Ja, jaz dejansko se trudim, da vsakega obravnavam individualno, za vsakega v bistvu postavim en program, in tam, ker človek je, od tam ga potem peljemo na nov višji nivo zavesti. Tako da pač preko svojih terapij, delavnic, seminarjev pomagam ljudem, da se spomnijo, kdo zares so, da presežejo vse tiste svoje omejujoče vzorce, strahove. Seveda si pomagam vsemi temi znanostmi in pomagam ljudem na celosten način. Zdaj tudi pripravljam za konec januarja, februarja online skupinsko terapijo, ker bomo po Zoomu celostno v bistvu skupinsko delali na sebi, tudi preko meditacij, preko teh modernih znanj. Bom pomagal ljudem, v bistvu se spomnijo, da vzamejo odgovornost za svoje življenje v svoje roke, da aktivirajo svojo notranjo moč in vse te potenciale. In to je tista moč, ko je srčna namera skupine ljudi, in to je neverjetno močno. Takrat smo nepremagljivi, ko se združimo v srčni nameri za ljubezen, za resnico, za svobodo, za enost. To je tisto. In ljudje so potem vedno navdušeni, ker končno pravijo, končno en, ki mi ne govori, da sem žrtev vsega tega, kar se mi dogaja, ampak da lahko to spremenim, da lahko z iskrenim poglobljenim delom na sebi presežem vse svoje strahove, dvome, vzorce, blokade, vse, kar me omejuje na neki višji ravni, na poti do višje ravni zavesti. Tako da ja, pomagam celostno, z ogromno sočutja, z ogromno podpore, seveda lahko potem človek se postopno premakne iz te vloge žrtve v vlogo zavestnega sokreatorja svojega življenja. Torej ugotovi, da ni več samo, nekje sem prebrala, imetnik, ampak umetnik svojega življenja. Ja, lahko bi rekli, ja. Mi smo v bistvu zavestni soustvarjalci, in s tem v bistvu mi skreiramo svoje življenje čisto vse, kar si želimo v bistvu živeti. Tako da to je tista moč, da vrnemo to moč nazaj ljudem, da se res prebudimo v to, kar že itak smo, pa smo pozabili. To ni nič v bistvu, da rabimo na novo graditi, to že smo od nekdaj. Samo smo pozabili, ker smo bili indoktrinirani v teh sistemih, v ogromno življenjih, karkoli smo pač živeli, smo bili dostikrat utišani, ukalupljeni. In ta planet Zemlja je dober planet za pucanje, za čiščenje karme, za čiščenje starih energij preteklosti. In karma je samo spet materialni zakon akcije, reakcija, ki ga je že fizik Isaac Newton opredelil. In v bistvu deluje, ko smo mi materialno usmerjeni. Nekaj narediš, nekaj sledi, nekaj se potem zgodi. Seveda, manj kot smo mi fokusirani na ta materialni aspekt življenja, bolj ko smo zavestni svoje prave narave, svoje te brezmejne zavesti, manj smo pogojeni strani karme. Torej, bolj kot uspemo biti v tem trenutku, kot nam kvantna fizika govori, da je vse zdaj, Eckhart Tolle je to že pisal v knjigi Zdaj, vse, kar ima še ta trenutek, manj smo pogojeni strani karme. Seveda določene stvari je treba prečistiti tudi preko terapije, jaz delam na tem, da se določene travme zaobljube, dostikrat si damo, smo bili, v prejšnjem življenju ubiti, prevarani, karkoli, nikoli več ne bom odprl srca, je zaobljuba, vedno bom zdaj, ne vem, kaj se razdajo, vedno bom trpel, ne bom več govoril svoje resnice, to sem jaz imel, v mojem primeru. In potem seveda si priden, podrejen fantek, ubogaš, by the book, ampak nesrečen, nezadovoljen, depresiven. In potem, ko se enkrat spomniš teh stvari, in ko začneš to prepoznavati in ko začneš postopno odmetavati vse te energije preteklosti, ko si sam sebi dal zaobljubo in krivda je edina stvar, ki nas veže iz inkarnacije v inkarnacijo, in zaradi krivde se ljudje vračamo nazaj na zemljo. To sem narobe naredil, to moram popraviti, zdaj bom pa drugačne. In nas ujamejo, te entitete nas ujamejo na krivdo, in potem spet nova inkarnacija, ker spet nekaj pucaš, pa se nekaj razdajaš, pa popravljaš za nazaj. In to dostikrat ljudi, ki vodam, vedno to pride ven. To sem narobe naredila, zdaj moram popraviti, zdaj moram pa drugače, zdaj bom pa tako.
To je spet ena iluzija, ena past, v katero se lahko ujamemo. Ne? V vsakem življenju smo delali tako, kot smo pač najbolje vedeli in znali. Čas je, da si to priznamo, da si odpustimo za vse za nazaj, da sprejmemo, da smo vse. Enkrat smo bili good guy, enkrat smo bili bad guy. Pač tako je bilo in je vse v redu. Samo izkušnja je bila, ne? V vesolju je vse v ravnovesju, ne? In toliko mora biti pekov, toliko kuharjev, toliko zdravnikov, toliko terapevtov, vse je v popolnem ravnovesju. Ne? Hočemo ali pa nočemo in vsaka žrtev v bistvu prekliče storilca. Ne? Če globe gledamo, ne? V bistvu žrtev ni, je to samo spet ena iluzija. Vsaka žrtev v bistvu rabi to izkušnjo na neki globi ravni, ker je verjetno sama v preteklem življenju ali pa kje delala podobno ali pa malo drugače in v bistvu duša se odloči, da rabi zdaj to izkusiti, zato da bo v prihodnje v bistvu drugače postopila, da ne bo več delala na ta način, delala v bistvu zla, ne, drugim, ali pa delala slabo, ne, če lahko temu tako rečem, v bistvu slabo pa dobro, to je spet z višjega nivoja, ne obstaja, pač vse je tako, kot mora biti, ne, jaz vedno pravim, in v vesolju se vedno zgodijo poravnave na vseh nivojih. Ali to mi hočemo ali pa nočemo se priznati. Ne? In človek, ki je že malo bolj zavesten v desno po Wilbarju, ne, ki je že prevzel odgovornost za svoje življenje, se tega zaveda. In potem vse žrtve takrat odpadejo. Ne moreš biti več v vlogi žrtve, ker se zavedaš, da si zavestni kreator in da si na neki ravni vse skreiral sam. In to je ta moč. Ne? Ko to prevzameš, ko to predelaš, si že, jaz bom rekel, kar veliko naredil na sebi. My devotion, you want my love and soul right on the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is you've got one night only, that's all you have to spare. One night only, let's not pretend to care. One night only, come on, big baby, come on. One night only, we only have till dawn. In the morning, this feeling will be gone. Has no chance going on. Something so right has got no chance to live. So let's forget about chances. It's one night I will give. One night only, you'll be the only one.
Doktor Jarič, kako izgleda, ko pride človek v stik s seboj? Kako ste vi vedeli, kdaj ste pa zares v stiku s seboj, kako vidite to pri svojih pacientih? Ja, takrat v bistvu se umiri, se utiša, jaz pravim, si v bistvu povezan s svojo pravo naravo, začneš čutiti tisto globljo resnico o tem, kdo zares si, in ti več ne nagaja. Ne? Ga sprejmeš, ga integriraš, ga povabiš zraven, ampak ni več, kot bi rekel eden izmed mojih mentorov, doktorova, tudi transpersonalni psihoterapeut, ni več direktor tvojega življenja, ta veliki ego, ampak je služabnik, ti služi in ti kot duša, ti kot zavest prevzameš pobudo in on ti samo služi. Ga uporabiš seveda, ko ga rabiš, in ko ga ne, v bistvu živiš iz sebe. In je to ta resnica. In v bistvu si zavesten, v tukaj in zdaj prevzameš odgovornost zase, čutiš stvari drugače in deluješ iz tega, kar čutiš, ne več kar misliš. To je ta kvantni preskok. Izjemno vsestranski ste, kot sem že dejala, ustvarjate tudi svojo televizijsko oddajo, Prebujeno srce Slovenije na televiziji Ljubljana. Ne bom vas spraševala, kako vse to zmorete, ker več kot očitno je, da zmorete. Me pa zanima, kaj vas motivira, kaj vas žene, da toliko ustvarjate in da se toliko razdajate. Ja, tako kot sem nekako že prej omenil, človek, ki v bistvu najprej naredi to delo na sebi. Osnova je, da človek svojo esenco razreši, vsaj tam do 90%, recimo vedno se še kaj najde, ko je za delati, ampak takrat avtomatsko te v bistvu duša, jaz bom rekel, vodi, in duša te tera naprej, pejdi, naredi zdaj nekaj za ljudi. Avtomatsko nujno je, da potem to daš naprej, kar si naredil na sebi. In jaz pač imam kot duša to poslanstvo, dvigati zavest, dvigati vibracijo na planetu Zemlja. Enostavno me to v bistvu navdihuje, me to žene in mi to daje voljo, motivacijo. In ko vidim vse te hvaležne ljudi, vso to srčno energijo, seveda dobiš to srčnost iskreno nazaj, in te to potem spet žene naprej, da ponovno ustvarjaš, da delaš seminarje, delavnice, terapije. V bistvu ne gledam to kot neko razdajanje, bolj kot služenje človeštvu. Jaz čutim to kot eno služenje, kot eno srčno poslanstvo. In je to iz ljubezni. In delam tudi veliko brezpogojno, brez plačila. Naredim, ker vem, da vse, kar narediš iz srca, pa slejka prej tudi pride nazaj na kakšni drugi način, na drugačne načine. V vesolju v bistvu vse se nekje izravna. In vse, kar naredimo iz srca, slejka prej se vrne. In to je tisti ključ, jaz pravim. In ko enkrat prebudimo sebe, ko se spomnimo, kdo smo, avtomatsko rabimo to dati naprej. Sicer bi bilo sebično, če bi to držali zase. Kaj bi svetovali tistim, ki bi pa radi naredili neko spremembo pri sebi, vseeno pa še ne čutijo, da recimo potrebujejo pomoč terapeuta? Ja, ponavadi ljudje začnejo z nekimi knjigami, je to dober začetek, da mal se začne odpirati na neko novo percepcijo realnosti, Mogoče to, potem, če bi začeli s kakšnimi meditacijami, je to tudi v redu, tudi na moji spletni strani si lahko ljudje, ko se vpiše na mailing listo na dejanjarec.com spodaj, dobijo avtomatsko brezplačno vodeno audio meditacijo, pa je mogoče to nek način, ko lahko začnejo nekaj delati na sebi. Potem kakšne članke, da berejo, da se mogoče udeležijo kdaj kakšne delavnice in potem postopno, ko ljudje vidijo, nekje imam eno blokado, ne vem, kako bi rešil, takrat pa se ponavadi človek začne odpirati in mogoče pride tudi po pomoč k nekemu terapeutu, recimo. In čisto ob koncu pred nami je novih 365 dni, čeprav bi vi skozi prizmo kvantne fizike in tako naprej verjetno to tudi drugače opisali. Pa vendarle, prihaja obdobje, rečemo nepopisani listi, nov koledar, nova upanja, pričakovanja, seveda potem spet neka nova lahko razočaranja, pa bolečine in tako naprej v tem smislu. Kako vi prehajate iz starega, če tako rečem, v novo leto, v novo obdobje? Ja, v bistvu dejansko je vsako leto je ena priložnost, da gremo naprej. Da naredimo mogoče malo en obračun leta, kaj smo naredili v preteklem letu, to je tudi vedno dobro narediti, jaz tudi rečem ljudem, pišite si dnevnik občutkov, zapisujte stvari, torej kaj je tisto, kar sem naredil v tem letu, pa je dobro, pa me podpira na moji poti naprej,
kaj je tisto, kar pa mogoče nisem naredil, pa bi bilo dobro, da začnem, ne vem, ali da začnem redno hoditi, ali da začnem športati, ali da začnem meditirati, kaj je tisto, kar bi lahko, pa mogoče nisem našel časa ali pa sem našel izgovore, zakaj tega nisem naredil, torej spet ta cona obdobja, komforta, tako da ja, priznati si resnico, jaz pravim vedno, kaj nas pelje naprej, iskrenost do sebe, pogum in odločitev. Torej, ločiti se od starega načina razmišljanja, delovanja, to je tisto, kar nas bo vodilo naprej. To je osnova. In če se človek še ni odločil, mogoče pa še ni njegov čas. In je dobro, da si to človek prizna, v redu je, bom še živel tako, kot sem živel, po klasičnih načinih. V redu je, sam zato mora potem človek prevzeti odgovornost, ker posledice bodo kakršne bodo, ne bodo vedno prijetne. Če pa sem pripravljen nekaj narediti na sebi, je pa zdaj čas, da se odločim in rečem, ok, kaj je tisto, kar sem živel, pa me več ne izpolnjuje in kaj lahko naredim, da bo moje življenje drugačno. Da bom šel na poti proti radosti, igrivosti, veselju, sreči, notranji izpolnitvi, torej kaj lahko naredim drugače. Torej vsak posameznik je tisti, ki odloča o svojem življenju in od njega je odvisno, kako bo življenje šlo. Zdaj pa res čisto za konec, prepolni znanja ste, prepolni znanja, izkušenj, dobrih namenov, nesebično delite vse, kar znate, kar ste tudi sami doživeli naprej. Kje pa vi dobivate energijo takrat, ko jo potrebujete ali pa ko pridejo kakšni bolj težki časi? Kaj vas navdihuje? Ja, v bistvu najboljše bi bilo to, da gre človek vase in jaz grem vase, jaz grem tudi v meditacijo za sebe, tam se napolnim, tam se dejansko, kako bi rekli, napolnim s tem, kar zares sem, mojim spiritom, z mojo neomejeno zavestjo in tam črpam moč, motivacijo, da grem naprej, navdih tudi za naprej. Grem v naravo, recimo, tudi zdaj bom šel po najnem pogovoru malo hoditi v naravo, recimo, narava je v bistvu tam je zelo Bog prisoten, bi lahko rekli, ta brezmejna zavest, tam se napolniš, tam najdeš nove navdihe, nove energije, spustiš določene stare energije, mogoče energije drugih ljudi, s katerimi si prežet med tednom, ko delaš terapije, ko delaš karkoli drugega, in spostaviš spet ta globi stik s seboj. In to je pomembno, da dejansko se napolniš, tako da nedelje načeloma imam zase, danes sem naredil izjemo. Najlepše hvala, hvaležno. Za najin pogovor. Tako da, ja, iti v globi stik s sabo, začutiti sebe in se odpreti na to, kar že si. Dr. Dejan Jarič, najlepše hvala za ta pogovor. Povedala sem vam že, da sem počaščena, da ste si v nedeljo vzeli čas, prenatrpan urnik imate. V začetku najinega pogovora ste omenili mojstra, ki je 2000 let nazaj prišel in širil ljubezen med nami. Človek bi tudi za vas lahko rekel, da ste eden od teh na zemljo poslanih mojstrov z res lepim poslanstvom. Ja, hvala lepa za to. Tako da ja, jaz sem tudi hvaležen, da sva naredila ta pogovor. Verjamem, da bodo ljudje vzeli tisto, kar pač bodo rabili slišati, in da se še kdaj potem srečamo in bova še kdaj kaj posneli. Kakršen si ti sam, takšen je tvoj svet. Vse v vesolju je določeno s tvojo lastno izkušnjo. Zato ni zelo pomembno, kaj je zunaj, kajti vse je le odraz tvojega stanja zavesti. Zelo pomembno pa je, kaj je znotraj tebe, kajti vse zunaj je le odsev tega, kar je znotraj, je zapisal modrec Mahariši in dr. Jarič mu globoko prikimava. Dejan Jarič in Barbara Polutnik-Brusnik sva bila z vami. Oddajo najdete tudi na www.koroski-radio.si. Poslušanje Odstiran pa vas vabim znova čez 14 dni. Odstiranja.